Torej, lepo pozdravljeni v imenu organizatorjev Goriških večerov. Na predstavitvi te knjige o Eneju Silviu Piccolominiju, toskanskem humanistu, literatu, eruditu iz 15. stoletja, torej daleč nazaj. V drugi polovici svojega življenja, tudi on sam je ločeval svoje življenje v dva dela, pa škof oziroma duhovnik, škof, kardinal in 6 let tudi papež. Doslej smo ga poznali vsaj na našem koncu, jaz prihajam iz tako imenovanega zamejstva, mi smo ga poznali Piccolominija, ker mu je Alojz Rebula posvetil roman Zeleno izgnanstvo leta 1981 in zato nam odmeva. Je literarno delo, ampak tako kot je Rebula pisal, ni samo literarno delo, on je svoj tekst, njegov tekst je slonel na dokumentih, ki jih je verjetno črpal iz italijanskega sveta, iz Trsta verjetno, ker v slovenskem jeziku je bilo doslej, do te knjige, bolj malo prevedenega Piccolominija. In v tej knjigi imamo oboje. Imamo Piccolominija, ki nam spregovori v slovenščini, ker so nekateri njegovi teksti prevedeni v slovenski jezik, in pa imamo spremne besede, bibliografijo, torej o njem in o samih tekstih, ki segajo v obe prej omenjeni obdobji njegovega življenja. V prvem delu so humanistični spisi, torej literarna dela, komedije, tudi satirična dela. V drugem delu, ki nas kot Slovence pobliže zanima, pa so prevodi dokumentov, listin in podobno, ki so neposredno povezani z nami, z ozemljem, ne s slovenskim ozemljem, bolj točno bomo povedali, z ozemljem, na katerem danes je Republika Slovenija in smo Slovenci, z opisi, njegovimi opisi naših krajev, listine, posvetitve cerkva, tudi potrditve ljubljanske škofije, ko je nastala. Za Piccolominija velja, da je med papeži tisti, Pij II, ki je s Slovenci še najbolj povezan. Kdo sta avtorja te zelo zanimive, jaz bi rekla fenomenalne, ker sem televizijski novinar, zdaj ne vem, če se spodobi s strokovnjaki, ampak je res odlična knjiga, ki spada sicer v strokovno literaturo, ampak se zelo uspešno širi po Sloveniji, ker doslej ste imeli veliko teh predstavitev in ni bila tista butična predstavitev, ste vedno imeli lepo publiko, ker je res zelo lepa knjiga, ima sicer kot vsa strokovna literatura, po kakšnih straneh je več opomb kot teksta, ampak če eden bere samo tekst in pusti opombe, ampak je tudi tekst, ki se zelo lepo bere in spremne besede in pa seveda tudi prevodi seveda iz latinskega jezika, ker Piccolomin je v glavnem pisal v latinskem jeziku. Zdaj ponavljam, kdo sta avtorja te knjige, te monografije? Sta dva mlada doktoranda, brat Jan Dominik Bogataj, ki ga sicer poznamo po prevodih nekoliko starejših tekstov, starokrščanskih, cerkvenih očetov in podobno. On doktorira sedaj na Patrističnem inštitutu v Rimu, in pa Anja Božič, ki je magistrica, tudi ona se ukvarja z drugimi obdobji, z drugačnimi teksti, prihaja iz Srednje Evropske univerze z Dunaja. Sedaj pripravlja, mislim, da njen doktorat je o panegirikih, ki so posvečeni svetemu Hieronimu. Diplomirala pa je iz še neobjavljenega prevoda Ovidijevih Metamorfoz, ki ga je podpisal dr. Joža Lovrenčič, naš primorski, kobariški rojak, in že ker smo na kapeli, bomo rekli, pred 80 leti je bil ravnatelj gimnazije, ki je bila tu pod kapelo v šolski stavbi, ki je na začetku te romarske poti zgodovinske, ki pelje na kapelo.
Naš tretji sogovornik na tem večeru je dr. Renato Pozbersič, ki ga ne bom posebej predstavljala, ker je sotrudnik naših goriških večerov, je zgodovinar, ki pa ima tudi to lastnost, da stvari zna povedati na zelo učinkovit, sintetičen in privlačen način. Ukvarja se sicer tudi on z zgodovino nam bližjih stoletij, tudi tako bolj problematično, ki jo nekateri neradi se z njo ukvarjajo, ampak tudi o Piccolominiu je pisal. Zato bi ravno z njim začela, da bi uvedel ta naš večer in nam pravzaprav obrazložil, kaj pomeni humanistični literat in pisatelj. Humanizem je pojem, ki ga mi danes uporabljamo za marsikaj, kaj pa je historični humanizem, ki je bil takrat v 15. stoletju in katerega predstavnik je Piccolomini, in zakaj o Piccolominiju pravimo, da je tisti papež, tržaški škof, ki je bil najbližji Slovencem in je odigral eno pomembno vlogo za naš narod. Hvala, Erika, za besedo. Spoštovane gospe in gospodje, naj delim z vami to veselje, ki ga je že spoštovana prijateljica Erika delila. Torej, se lahko Slovenci veselimo in postavljamo hkrati ob bok drugim narodom, številčnejšim tudi, ki so že posegali po tej znameniti osebnosti, ki je bila zgolj 6 let na Petrovem sedežu v Rimu med leti 1458 do 1464, pustila globok pečat v tem turbulentnem 15. stoletju, torej sredini 15. stoletja, in smo zdaj končno dobili zajeten del njegovega sicer širokega, velikega, bogatega opusa, prevedenega v slovenščino. Ne vsega je nemogoče, da bi vse naenkrat, a veste, toliko desetletij, da ne rečem stoletij, nič, potem pa prideta dva mulca, ne boste zamerila, če jih tako imenujem, sta spoštovana kolega in to sta dva humanista, ki bosta krojila budočnost slovenske humanistike, slovenskega družboslovja. To si upam že danes napovedati, pa me boste lahko čez 100 let, tisti, ki boste še živi, prijeli za besedo. Sta na poti doktorata, sta pa z dozdajšnjim delom dokazala, da dejansko res bosta posegla veliko, visoko, sta garača, oba. Ukvarjati se s takimi teksti, veste, to ne zahteva samo jezikovnih spretnosti in prevajanja, ampak zahteva tudi vztrajnost, veliko vztrajnost. Ne bo izpadlo preveč hagiografsko, če rečemo, da imata tega oba zvrhano mero. Dovolj zdaj hvale, da ne boste mislili, da sta kaj podplačala, da jih hvalimo, ampak si zaslužta. Si zaslužta tudi zaradi tega, ker nas podobnih tematik, tako iz obdobja zgodnjega srednjega veka, še prej pozne antike, visokega srednjega veka, pa tudi potem bližjih novoveških obdobij, ogromno stvari čaka, tako iz cerkvene kot narodne zgodovine, da se jih obdela. Spoštovana kolegica, spoštovani kolega, želim, da vztrajate na tej poti. Ko je brat Jan Dominik pred leti, mislim, da na Facebooku prvič delil to veselje, da se pripravlja ta knjiga, je med strokovno javnostjo kar završalo. In lahko rečemo, vsi v en glas smo strli naše misli, končno. Končno prihaja pred nas ena knjiga, ki sintetično opisuje človeka, ki je bil zgolj 3 leta tržaški škof, med 1447 pa 1450. V teh 3 letih, veste, je zelo malo živel v Trstu. Opravljal je službo, kako značilno za tisto obdobje tržaškega škofa. Posvetuje 3 cerkve na tem ozemlju, Dutovljah, v Križu in v Predjami. Mogoče je tista v Predjami, kaj praviš, najbolj znana. O tem bosta več povedala ona dva. Zakaj je pomembna? Mislim tisto Predjamo pri Postojni, pred Predjamskim gradu. Potem je bil papež, še prej
pa je deloval na cesarskem dvoru pri znamenitem Habsburškem oziroma Habsburžanu, cesarju Svetega rimskega cesarstva, kot so rekli nemške narodnosti. Bil neke vrste njegov tajnik, njegov pisar, kar 13 let je opazoval dogajanje v Evropi, v cesarstvu in predvsem o tem pisal. Torej, opazoval je in pisal iz prve roke. Lep del tega imate v tej knjigi. Res se je splača vzeti v roke. In ta človek se znajde potem na našem ozemlju, torej v Trstu. Tržaška škofija ni ta mičken del, veste, ob zgornjem Jadranu kot danes. Segala je globoko na slovensko ozemlje, ter do Postojne in čez. Lep del Krasa je spadal pod tržaško škofijo. In tukaj deluje ta renesančni papež, humanistični človek, zelo izobražen, pisal je res da v latinščini, ampak tudi en majhen del se njegovih del najde v tisti zgodnji italijanščini, ki seveda ni bila taka, kot je italijanščina danes. Torej, najprej namenjen za pravnika, potem vidimo državne službe in potem na koncu visoke cerkvene službe tja do papeža. Bil je na našem teritoriju, živel je na našem teritoriju. Torej v Trstu se gibal tu okoli, tudi v Gorici je bil nedvomno. Malo je bilo papežev v preteklosti, ki so zgolj potovali čez naše kraje. Janez Pavel II. Recimo je obiskal Gorico šele maja 1992, pred njim je bil Pij VI. Ob 1782, ko je šel se poklanjati cesarju Habsburžanu Jožefu II. Na Dunaj, in potem smo skoraj končali, menda še v 12. stoletju Aleksandr III. Tukaj imamo pa človeka, ki je predtem, ko je postal papež, 3 leta deloval med Slovenci, jih opazoval in jih tudi popisoval. V čem je morda najbolj znan za naše teritorije? Torej, napisal je eno znamenito delo De Europa o Evropi, kjer opisuje naše dežele. Kranjsko, Goriške ne. Zakaj Goriške ne? Ker Goriška v njegovem času še ni bila Habsburška. Mogoče je to razlog, da ste se, spoštovana kolegica in kolega, na koncu svojih predstavitev po celi Sloveniji odpravila tudi k nam na Goriško. Malo za šalo, malo za res. Včeraj sta knjigo predstavljala v Mariboru oziroma v Malečniku. Knjiga opisuje Štajersko, Kranjsko, opisuje Koroško, opisuje Trst s svojim zaledjem, Goriške še ne. Ampak prvi je v teh poznejših cerkvenih krogih tudi eden prvih v Evropi, ki opisuje ustoličenje koroški vojvod. On tega ni odživel v prvi osebi, kajti zadnji koroški oziroma karantanski vojvoda je bil ustoličen šele že 1414, ko je bil Piccolomini star šele 9 let, letos je namreč 620 let, bo konec leta, kar se je rodil, ampak vendarle je eden prvih opisal ustoličevanje koroških oziroma karantanskih vojvod, ki ga štejemo za neke vrste protodemokratično ureditev tistega časa v srednji Evropi, nekakšen unikum protodemokracije, ki so se šli znotraj dela Habsburškega imperija. Torej, pomemben zaradi našega ozemlja z teh stvari, ki sem jih omenil, bosta avtorja povedala tudi, kje je upodobljen, v cerkvi v Dutovljah, to sta ona dva odkrila, oziroma ona dva to razširila in popularizirala. Posvetil je te cerkve, o tem imamo tudi listine, torej cerkve v Križu pri Trstu, v Dutovljah pa v Predjami. Bil je pa svojega časa. Ko rečemo svojega časa, torej spada, bomo rekli, med renesančne papeže. Papeže, ki so takrat, veste, v teh turbulentnih časih za Evropo, včasih, ko je še vedno ta dualizem, ta prisotnost, ta dvojnost med cesarjem na eni strani, ki si lasti določene privilegije tudi na področju cerkve, in pa seveda na drugi strani papežem, ki zaradi prvenstva med katoličani uživa poseben položaj znotraj Evropske vladarske hiše in papeška država znotraj te poznostrednjeveške ureditve Evropske družbe. Ne pozabiti, da je bil Friderik III.
torej njegov, bomo rekli, gospod, tisti cesar, ki ga je pravzaprav ustoličil in ga pripeljal na mesto, ki ga je doživel v vrhuncu svojega življenja, tisti, ki je pred 600 leti, oziroma še 1461, ustanovil ljubljansko tedanjo škofijo. In v ta krog je prišel ta visoko izobraženi humanist, produkt Evropske šole konca križarskih vojn, spopada med cesarjem in cerkvijo, obdobja cerkvene boleče razdelitve, konca dveh papežev v Avignonu in v Rimu, potem koncila v Konstanci, iskanja ravnovesja med državo in cerkvijo, koncila v Baslu, ki ga je imprimis, torej v prvi osebi obiskoval, ga tudi, lahko rečemo, soustvarjal. Koncil v Baslu je znan potem, da se na njem vzpostavi tako imenovano gibanje konciliarizem, ki dejansko, bom rekel, neka usmeritev znotraj politike, cerkvene politike, ki razčiščuje vprašanje, večno vprašanje srednjega veka, kdo je prvi, ali je papež ali je vladar. In prav na koncilu v Baslu, ki je imel potem svoje nadaljevanje v Firencah, na koncu v Rimu, se postavi neka trditev, da je koncil tisti, ki lahko papeža, če smatra, tudi odstavi. To je obdobje sredine 15. stoletja, ko se zadnjič pojavi tudi protipapež, torej zadnja boleča schizma znotraj katoliške cerkve poznega srednjega veka. Čas, ki zelo vpliva, in tukaj smo spet v odgovoru na prvi del Erikinega izhodišča, vprašanja, ko se trume učenjakov valijo iz vzhoda, zlasti iz grškega sveta, bližnji vzhod, srednji vzhod, ki ga zasedajo vedno bolj Turki. Na eni strani so to begunci pred osmanskim, oziroma po domači reki turškim osvajanjem, na drugi strani pa prinašajo tisto vedenje, ki je v Evropi srednjega veka že nekako izumrlo. Torej poznavanje antike, zanimanje za grščino, grški svet. Iz tiste scholastične srednjeveške filozofije obrat proti človeku, človeka postavijo v središče dogajanja. To je bistvo humanizma, to je bistvo humanističnih učenjakov, ki jih najdemo tako na področju književnosti, kot na področju teoloških znanosti. Tukaj bi lahko izpostavili Erasma Rotterdamskega po njegovo hvalnico norosti, in najdemo ga na področju umetnosti. Na umetniškem izrazu bi to obdobje imenovali tudi renesansa, preporod, ponovno vračanje k staremu ali obrat k staremu. In v tem prostoru, ta prostor je bil rojen, je v njem deloval, se izobraževal in ga tudi usmerjal naš Enej Silvija Piccolomini ali papež Pij II. Hvala, Renato, za... Čakajte, se smo komaj dobro začeli. Ne, mislim. Sedaj bo... Ne, se je še ogromno zapovedati, ne se... Sedaj bosta protagonista avtorja, ki nam bosta pobliže spregovorila o vsem tem, kar je Renato povedal v tekstih, ki so v tej knjigi, in začnimo ravno s humanističnim obdobjem. Torej, on je sam, kot rečeno, ločeval svoje življenje v dva dela. V prvem delu je bil Enej, v drugem delu je bil Pi. In sedaj ti zgodnji humanistični spisi, ki so prevedeni v tej knjigi, recimo, da če nekdo ne bi vedel, kdo je Piccolomin in da kasneje bil papež, ko preberete spise, te novele, te komedije, te satire, bi rekel, kako je mogoče, da posvečena oseba je v prvem delu svojega življenja, tja do svojega 40. leta pisala take tekste. Torej, Piccolomini, kako se vključuje v to humanistično produkcijo, in predstavi nam, Anja, te tekste, ki so objavljeni prevod teh tekstov, ki so objavljeni v prvem delu knjige, in povej nam tudi, zakaj so bili izbrani ti teksti. Hvala, Erika, hvala za besedo in hvala vsem vam, ki ste tukaj in poslušate in ste že bili deležni tega krasnega predavanja, ki mu seveda midva ne bova kos po mojem, ampak bomo poskusili.
Torej, ta prvi del knjige, če že samo pogledamo knjigo, že ta njen dvodelni naslov, zgodnji humanistični spisi in zapisi o slovenskem ozemlju. Torej, če najprej spregovorimo o tem prvem delu, zgodnji humanistični spisi, zakaj sploh sva to ločila na dva dela? Zato, ker v našem prostoru seveda Piccolomija najbolj poznamo na Kranjskem, potem, da je ustanovil Ljubljansko škofijo, bil so ustanovitev Ljubljanske škofije in tukaj na Primorskem bolj potem, da je bil škof v Trstu. Ampak zelo malo je pa poznano pri nas zavedanje takšno, da je bil Piccolomini v resnici še posebej v svojih mlajših letih izreden literat in književnik. In kot humanist, kakšnega zanimanja je Renato tako sjajno že opisal zdaj, je napisal nabor različnih tekstov, ki pa so bili povsem značilni za kogarkoli v tistem času, ki je pač ustvarjal v tej dobi. Midva se zato izbrala v to knjigo 3 takšne značilne tekste. Prvi je komedija z naslovom Krizis, zatem ljubezenski roman in zatem še en satirični tekst. In zakaj so te teksti tako zanimivi oziroma za mnogo koga tudi veljajo za predvsem precej take razvpite tekste, ki jih je Piccolomini napisal, vam bo jasno, če vam opišem na kratko, o čem je njihova vsebina. Torej, ta komedija, Krizis, govori o 2 kurtizanah, ki sta zelo zaposleni, imata množico ljubimcev, pa vendar skušata v to množico ljubimcev vključiti še dodatne ljubimce, 2 od teh sta celo duhovnika. In potem ta komedija s takim izvrstnim humorom opisuje prigode, kako se one dve trudita nekako urediti, da se vsi ti ljubimci med sabo ne bi srečevali. To je recimo ta komedija. Pa vendar, če pogledamo potem to komedijo pobliže, ugotovimo, da je polna različnih citatov iz antičnih avtorjev. Ker namreč za to dobo humanizma, kot je že Renato odlično opisal, je pač značilno to izredno poznavanje literature, klasične antike, predvsem rimske literature v tistem času, ker mi si moramo predstavljati, da te avtorji, oni so bili izredno izobraženi z drugimi teksti, ko jih mi poznamo danes, in oni so znali praktično na pamet vse možne tekste iz rimske literature in kako so potem na nek način razkazovali to znanje na tak način, da so citate, torej navedke, odlomke iz teh antičnih tekstov upeljevali v svoja dela. Da potem, ko je nekdo drug, ki je prav tako to poznal, si je rekel, ta je pa res tudi poznal vso to literaturo. In na tak način so nekako razkazovali svoje znanje in erudicijo, hkrati pa so v različnih kontekstih uporabljali različne citate, kar je potem še imelo dodaten komični učinek. No, toliko o tej komediji. Potem naslednji tekst, ki sva ga vključila v to knjigo, je Piccolominijev ljubezenski roman. Ta roman je na nek način še bolj zanimiv, namreč pripoveduje o ljubezenski zgodbi, prepovedani ljubezenski zgodbi, dogaja se v Sieni, v času cesarjevega obiska v Sieni, in torej cesar prispe v Sieno z vsem svojim spremstvom in član tega spremstva je tudi zelo postavljen plemič, mladenič Eurijal, ki se potem zaljubi v eno izmed teh sienskih mladenk, ki so tam v vseh teh sprevodih, ki cesarja pričakajo. Ampak ona je nažalost že poročena, ampak med njima se zgodi ljubezen na prvi pogled. In potem Piccolomini opisuje to njuno zgodbo, sprva se samo oddaleč spogledujeta, ne vesta drug za drugega, ne vesta, da sta si všeč, no potem se začneta dopisovati in kasneje celo ima uspe organizirati par srečanj. In zdaj spet ta srečanja, ko jih Piccolomini opisuje, jih opisuje na tak izredno humoren način, opisuje, kako mladenič pleza k njej v sobo, kako pridejo služabniki in jo skoraj zalotijo in podobno. Skratka, to je res pisano, ne vem, če bi dan današnji snemali film o tem, vsi bi se zabavili in smejali. Recimo, jaz, ko sem to prevajala, vsak drug del smeh na ves glas. Res je zabavno napisano in po mojem se tudi on zabaval med pisanjem tega. No,
Ampak kar je zanimivo, a ne, če se vrnemo nazaj na to vprašanje, kako je možno, da je nek bodoči papež potem pisal ta besedila. Prvo, kar je treba pri tem povedati, kot sem že omenila, to so pač dela, ki so povsem normalna za tisto dobo. Recimo ta komedija, vsi humanisti, mnogi humanisti so pisali komedijo v tistem času. Ne vem, mogoče poznate Francesca Petrarco, a ne, znani italijanski sonetist, ki pač ga mi bolj poznamo po ljubezenski poeziji, ampak tudi on, ki je bil pravzaprav oče humanizma, a ne, je sprva napisal komedijo, ki danes ni več ohranjena, ampak tudi ta komedija je bila v bistvu na nek način del takšne literarne vaje, kot se je pač posluževali vsi ti humanisti, da so razkazovali to svojo učenost in poznavanje antične književnosti. To je prvo. Drugo je, Piccolomini se na nek način že v tem času zavaruje pred očitki, da so ta dela tako škandalozna, se jim doda neko moralistično noto. Naprimer, ko piše ta ljubezenski roman o tej prepovedani ljubezni, reče že takoj na začetku svojim bralcem, pove, da bo jim napisal nekaj, kar jim bo v nauk, da se ne smejo prepuščati brezglave ljubezni, se jih potem čaka kaj takega, kot se zgodi ljubimcema v tej noveli, namreč na koncu mora ta plemič skupaj s cesarjem zapustiti Sieno, odide, njegova ljubimka pa od žalosti umre. No in na koncu spet Piccolomini zaključi, nauk te zgodbe je, taka ljubezen ne funkcionira, zato pač se ne poslužujte takih stvari. No in na tak način v bistvu se on že na začetku bi lahko ubranil vseh teh očitkov. In potem je še tretji tekst, ki je objavljen v tej knjigi. Sicer uvodoma nobeden od nas ni povedal, da Piccolomini je bil Toskanc, da je bil iz Siene, kar tudi marsikaj pove potem o načinu. Ja, z okolice Siene, kjer je bil tudi škof in tudi marsikaj obrazloži o tem načinu pisanja, če poznate Toskance. In ker je bil omenjen Petrarka, v Trstu je njen muzej, je neka manjša izpostava mestne knjižnice, ki je posvečena in Piccolominiju in Petrarki, nedaleč od Nabrežja, tam so nekateri dokumenti in v Trstu lahko dobite, če greste v stolnico Svetega Justa, pred stolnico je tudi kip Piccolominija. Tretje delo, ki je prevedeno, mislim tako daljše, ki je prevedeno v tem prvem delu, pa je avtoironično v bistvu. Ja, je pa delo o Bedi dvorjanov, ki pa pripoveduje o Piccolominijevem času na dvoru, namreč kot že omenjeno, on je določen del svojega življenja preživel, oziroma velik del svojega življenja preživel v službi cesarja Friderika III., torej nekako na dvoru. In on opisuje z nekako tako ironično in napol posmehljivo noto, kako se to življenje na dvoru odvija. Opisuje, kako potekajo večerje, kako potekajo zborovanja, kako potekajo potovanja s cesarjem in to na v bistvu izredno živ način, da se v bistvu mi lahko zelo živo to predstavljamo, ampak on smeši s tem to življenje na dvoru, se opisuje, da ves čas samo čakajo cesarja, da se on nekaj odloči, ves čas čakajo, da bo on dal znak, da lahko začnejo jesti, da se lahko dvor premakne in podobno. Skratka, na nek način, ker je bil sam predstavnik tega dvora, se nam zdi to delo na nek način pravzaprav ironično. V bistvu pa izhaja že iz časa Piccolominijevega otroštva, namreč tudi njegov oče je deloval na dvoru in v bistvu je že on na nek način vcepil Piccolominiju to neko oddaljenih, ta ironični in satirični pogled na dvor. Piccolomini je verjetno edini škof, edini papež, ki ima knjigo, ki se je znašla na indeksu oziroma na seznamu prepovedanih knjig zaradi teh tekstov, o katerih si sedaj spregovorila. Ja, pa vendar je bila to ena najbolj popularnih knjig v 15. stoletju, a ne? Ja, ampak to še ne pomeni. Kaže zanimanje tistega časa.
Sedaj, kot rečeno, verjetno najbolj zanimivo za našo publiko in tudi za nas Slovence je to drugo obdobje njegovega življenja, ki se začne nekje tam pri 40. letu. Zdaj, Jan, tebe sprašujem, če nam spregovoriš o tem opiju, torej o duhovniku, oziroma Minorit je bil on, če se ne motim, ne? Pa duhovniku, škofu, kardinalu in potem papežu, ki je o naših krajih pisal, ki je posvetil naše cerkve, ki je potrdil ustanovitev ljubljanske škofije in vse to, kar smo doslej že slišali. Mogoče bi začeli z naslovnico. Kaj je ta naslovnica, kaj to pove? Hvala lepa, draga Erika, hvala vsem organizatorjem, tudi sobratom tukaj. Prav lepo je priti na Goriško, ko smo se skupaj z Renatom sedaj peljali čez Vipavsko dolino, nekje na polovici je nehalo deževati, temperatura se dvigne, tako da je vedno prav prijetno priti. Že prej, z veseljem. Tudi eno mojih najlepših let, ki sem jih preživel, da že kar nekaj let nazaj je bilo malce više gor na Sveti Gori. Potem je študijska pot zanesla naprej v Jeruzalem, zdaj v Rim, ampak se vedno rad vračam in potikam po teh krajih v tistih dneh, ko v letu to uspem. No in na enega takih potikanj sva se tudi enkrat odpravlja prav v Dutovlje skupaj z Anjo, ki se poznava še iz študijskih let ljubljanske filologije, grščine, latinščine in pridem k Dutovljem, povem še o genezi te knjige, ker smo bili ravno pri temle delu Obedi dvorjanov. Mislim, da je bilo zdaj že 2 leti nazaj, mi Anja piše iz Dunaja, poslušaj ti, tukaj je eno zanimivo delo, Obedi kurjalcev, bi ti to tako ob večerih malo se lotil prevajati. Pa sem rekel, ko sem že nekaj let živel v Rimu, sem rekel, tukaj je kar nekaj teh kurjalcev okrog, tako rimske kot recimo italijanske kurje. Rekel pa, da vidimo, in sem se dejansko res zelo zabaval pri tem, potem je pa seveda zanimanje za tega moža še naraslo, prav in preraslo v ta drugi del knjige, se pravi v njegovo povezavo s tem, čemu danes rečemo slovensko ozemlje. No in res, cerkev v Dutovljah, katero je v originalni obliki posvetil on še kot tržaški škof Enej, skriva tam nekje zadaj dobro skrito za spovednico tole čudovito fresko, ki verjetno sega tja nekje v sredino 15. stoletja. Ohranjen je zgolj fragment, približno takole velik. Odkrit je bil šele leta 2009, ko so prenavljali spovednico. Lokalna gospa Duja je takrat nekaj v lokalnih revijah o tem objavljala, potem pa čisto nič več. Tudi sami smo se morali, potem ko smo s fotografinjo šli tja kar nekaj potruditi, da smo se župnikom dogovorili, uskladili. Se mi zdi, da res premalo cenimo vse te ostanke preteklosti na naših tleh, ki res govorijo o bogati zgodovini. Nekako na freski, če boste potem pogledali, ki smo postavili na naslovnico, srečamo 3 oziroma 4 figure. Na levi strani, žal na polovico obraza odrezan, je lik, obraz nekega papeža s papeško tiaro, potem 2 slehernika in na drugi strani tak postaven, živahen mož s cesarsko krono. Nekako je prva interpretacija, zdaj že nekaj let, šla v to smer, da sta morda to na freski ravno Piccolomini in cesar Friderik III. Kdo ve, zato smo postavili tudi na naslovnico, zdaj se umetnostni zgodovinarji šele sedaj začenjajo ukvarjati tudi s to fresko, upam, da bo tudi doživela boljšo prezentacijo tam v cerkvi, da bomo dejansko Slovenci bolj ponosni na vse te bisere, ki jih imamo. Kar pa zadeva njegovo širšo povezanost zdaj s slovenskim ozemljem, veliko tega je bilo že povedano. Prvič se sreča s temi kraji, verjetno leta 1443, ko skupaj s cesarjem, takrat še kraljem Friderikom III, hodil okrog po teh deželah na tako imenovanem poklonitvenem potovanju, ko je vsaki deželi sprejel seveda nekako deželo v last, v gospodstvo. In takrat spomladi, potem leta 1444, februarja biva kakšna 2 meseca tudi v Ljubljani. Še prej, oziroma v tem času, gre potem tudi v Istro, Trst, tam v imenu cesarja ureja določene razmerja, namreč moramo se zavedati, da je bilo takrat ozemlje, kot je tudi danes na meji med tem avstrijskim ozemljem in pa na drugi strani
ozemljem, ki je pripadalo Benečanom in seveda oboji med seboj niso bili preveč prijateljski. Piccolomini seveda zavzema stran oziroma službo v prid Habsburžanom. No in iz tistega časa, iz bivanja v Ljubljani, je ohranjenih kar 7 pisem in vsa ta pisma so zdaj tudi prevedena, prvič slovenščino zbrana tukaj v tej knjigi. Pisma so različna, nekatera uradna, nekatera bolj osebna, so pa vsa pisma, ki jih je kdajkoli pisal iz slovenskega ozemlja, bomo rekli. Drugače njegova epistolarna, pisemska korespondenca šteje več kot 800 pisem. No in zanimivost je, Erika je prej že omenila, v tem Tržaškem muzeju Petrarkesko Piccolominejo hranijo tudi 3 njegova kratka, ampak verjetno autograf, se pravi pisma, ki jih je napisal z lastno roko, ki še nikoli nikjer niso bila niti v latinščini objavljena. Tako da so jih potem šla tja poslikati, pregledati in so tudi v posebnem članku, sedaj v diplomatičnem prepisu v latinščini objavljena in pa potem to, ki je bilo napisano iz Ljubljane, sedaj tudi tukaj v knjigi. Je pa zanimivo, tega piše že kot tržaški škof. Kasneje, mislim, da leta 1949, čisto kratko, ampak zelo zanimivo dokazuje, kako se je tudi moral ukvarjati z zelo konkretnimi, bomo rekli tudi pastoralnimi vprašanji, problemi. On ni bil zgolj škof, ki bi iz Dunaja ali pa Dunajskega Novega mesta tukaj nekako pobiral dohodke iz tržaške škofije, čeprav je res dobršen del, predvsem zime, se grel na dvoru, ampak recimo v tem pismu omenja enega vikarja, duhovnika v Vremah, v kraju Vreme pri Divači, nad katerim so se lokalni župljani pritoževali. Žal ne poda tega podatka, zakaj so se nad njim pritoževali in pohujševali, ampak očitno je storil nekaj storil res narobe, zagrešil in potem on ga nekako umakne, najde drugo mesto in pa priporoča tržaškemu kapitlju, naj imenuje nekega drugega vikarja iz doline, morda bo ta boljši. Tako da vidimo, da dejansko ni bil zgolj nek privzdignen literat, ki se ne bi menil, ampak je prehodil, vizitiral celo škofijo, poznal kraje in se moral ukvarjati tudi s temi najbolj tako pastoralnimi, konkretnimi administrativnimi upravki. No. Zdaj, v tem drugem delu so poleg teh pisem iz našega ozemlja, iz Ljubljane, zbrane tudi vse listine oziroma velik del listin, ki so povezani z njegovim delovanjem. Bilo je že omenjeno posvetiti 3 cerkve na Krasu in 2 listini so se ohranili, hranijo župnijski arhiv Tomaj. Tudi jaz smo se odpravili, tam jih hranijo v eni taki škatli od bombonjere, 550 let stare latinske listine, so se pa vsaj ohranile. No in sedaj smo jih tudi prvič prepisali v latinščini in pa objavili in pa tudi v slovenščini prevedli. Tako da lahko dobimo občutek, kako je tak dokument zgledal. Vsi opisani oltarji, relikvije, odpustki in tako naprej. Pa tudi potem vseh 5 listin, ki so vezane na ustanovitev ljubljanske škofije. Verjetno bomo o tem še kaj rekli, ampak papež Pij II. Je za naše slovensko ozemlje morda najbolj zaslužen prav zaradi tega, ker ne ustanovi, ampak potrdi ustanovitev ljubljanske škofije. Ustanovijo cesar Friderik III., da bi utrdil oblast tukaj napram Oglejskem patriarhatu, ki je bil v službi Benečanov, medtem ko potem naslednje leto papež potrdi. Danes cesarji več ne ustanavljajo škofij, takrat je bilo tako, ampak gotovo je imel en osebni spomin na Ljubljano, ki jo je poznal, v kateri je večkrat bival skozi ta leta in takrat tudi potem verjetno tisto listino, ko jo je podpisal v Rimu, gotovo z enim, saj se tako malo domišljam, romantično, z enim posebnim občutkom podpisal, ker je poznal kraje in za prvega ljubljanskega škofa imenoval Lamberga, ki je bil verjetno vsaj njegov znanec, kajti tudi Lamberg je namreč deloval na Dunaju kot dvorni miloščinar, kaplan in tako. To je ta širši krog teh ljudi, torej ni bil povezan zgolj s kraji, ampak tudi z ljudmi. Evo, zaključim to predolgo repliko, še z enim dokazom za to, da je dejansko bil vpet tudi v te osebne odnose. Do vzpona na papeški prestol, celo še kot nadškof v Sieni, je imel, bomo rekli,
tako v lasti, župnijo Stari trg pri Slovenj Gradcu. Takrat bil imenovan za župnika, kar pa pomeni, da najverjetneje tam niti nikdar ni bil ali pa kdaj prišel prevzeti. Predvsem je prejemal dohodke, ko je postal papež, jo je moral predati naprej in piše v enem zgodovinskem viru, da jo je predal naprej enemu slovenskemu župniku, čigar prijatelj je bil. Se pravi, vidimo, da je tudi osebno dejansko poznal, bomo rekli, to višjo duhovščino, ki je takrat so ustvarjala duhovno in kulturno podobo naših krajev. Mogoče bi dodali še kaj o tem delu, ki je bilo omenjeno, da je Evropa, v katerem precej govori o naših krajih in zanimalo me, dobro, poznal je zelo dobro ali dobro naše kraje, je večkrat obiskal naše kraje v smislu to, kar je danes Slovenija, kaj pa je pisal o naših prednikih? Tako, istega leta, ko postane papež, 1458, tudi konča svoje monumentalno delo, morda najpomembnejše, vsaj v tem historiografskem smislu, De Europa, o Evropi, v katerem dejansko opiše celotno tedanjo Evropo. Gre za enega izmed prvih tovrstnih del, ki pomeni pomemben prispevek tudi k oblikovanju evropske identitete kot take. Baterije, predolgo govorimo. Se pravi, v tem delu De Europa med drugim opiše tudi določene že prej omenjene slovenske dežele oziroma dežele, kjer so živeli Slovenci. Zdaj, zakaj je to pomembno v splošnem? Smo leta 1458, to je 5 let po padcu Bizanca, pred vrati Evrope pridejo Otomani, pridejo Turki in seveda Evropa se takrat zganila, zbala in on kot cerkveni, pa tudi posvetni vladar, je takrat močno zavzel, da bi pravzaprav združil različne prerazdrobljene politične sile, da bi nekako pripravili odgovor na to, da bi pripravili to, čemu danes rečemo neka neuspel poskus zadnje križarske vojne. To nismo več v času 13. stoletja, ko so Evropejci na veliko šli reševati svete kraje, ampak smo že v času na prehodu novi vek, ko je Evropa politično že tako razdrobljena in s tem tudi ošibljena, da ta križarska vojna ni bila mogoča. On dejansko upa, vsi so mu obljubljali, koliko stotin galej mu bodo poslali, koliko moštva, ampak dejansko potem on leta 64 tam pride v Ankono, kjer naj se bi zbrali Benečani, mu tako pošljene 3 čovne, tako za vzorec, on pa vas razočaran tam od vsega hudega tudi konča svoje življenje. Dejansko neuspešen poskus, Evropa je že preveč razdrobljena. Ampak, kakorkoli, to njegovo delo vseeno pomaga, eno izmed prvih, pomaga k oblikovanju, začetku oblikovanja tudi te skupne evropske zavesti. Tudi med drugim je eden izmed prvih, ki uporabi latinski pridevnik Europeus. No in znotraj tega na poseben način, s posebno pozornostjo opisuje tudi slovenske dežele. In ta del tega širšega dela, te odlomke sva sedaj tukaj prvič prevedla, recimo že omenjeno, ko govori o Koroški, sedaj torej notri opisuje celoten obred ustoličevanja koroških vojvod, a ne tudi pravi, kako mora vsakokratni vladar se obleči v preprosta kmečka oblačila in tam na nek način tako demokratično sprejeti oblast iz rok ljudstva. In pravi, da mora določene replike v tem obredu, oziroma določene odgovore povedati po slovansko, po slovensko, slavice, po latinsko. Tudi drugje, recimo, ko opisuje Istro, je zelo pozoren na te jezikovne identitete. Pravi, obmorska mesta, beneška mesta so italijanska, medtem ko zaledje Istre, tam ljudje govorijo slovansko, slovensko. Včeraj smo bili v Mariboru, tam ko piše o Štajerskem, pravi, mesta so nemška, medtem ko ljudje južno od Drave so Slovani, so Slovenci. Gotovo še ne moremo govoriti v tem času o tem, o čemer potem sredi 19. stoletja rečemo pomlad narodov, narodna zavest, rast narodne zavesti, ampak gotovo se mi zdi, da že tukaj sredi 15. stoletja najdemo sledove tega, te humanistične pozornosti na jezikovne raznolikosti, na tudi konec koncev stike med temi jezikovnimi skupinami. Čeprav nam verjetno še težko govorimo takrat o Slovencih kot narodu v smislu samozavedanja,
nas je on, tedanje ljudi, ki so govorili slovensko, že dojemal kot določena enota. Zdaj, Renato me popravi, če je ta teza predrzna, ampak... Eno retorično vprašanje bom postavil. Poglej, on je zelo zvest cesarju, cesarski stranki. Na zadnji 13 let na najožjem dvoru, v najožjem spremstvu cesarja, najprej kralja, potem cesarja Franca III. Zelo veliko potuje. V njegovih zapisih se vidi poznavanje historične geografije. V svoji službi tja do Škotske gre po Evropi, razna poslanstva, torej homo viator, potujoči človek tega časa. Ampak zanimivo, on nekako je pejorativno nastrojen do vseh, ki jih vidi za morebitne konkurente Habsburžanov. Konkretno v našem muzeju, zlasti da spodnje na Štajerske, so to Celjani. Celjani, ki v drugi polovici sredi 15. stoletja zelo apelirajo na skupaj z Habsburžani na srednjo pa deloma vzhodno Evropo in do njih nima lepe besede. Zdaj pa retorično vprašanje zate. Kakšen je pogled na naše slovenske prednike Eneja, Silvija, Picolominija, ker tudi nekatere stvari decidirano zapiše? Kako gleda na tiste, ki so živeli v današnjih, recimo temu, slovenskih deželah? To je zelo zanimivo. Več kot retorično vprašanje. Znamenit je njegov citat, ki ga zapiše v enem izmed pisem, tudi spremni besedi prevedeno. On pravi, ko se je vrnil iz Koroške, Kranjske in Štajerske, da je hodil med divjimi in surovimi oziroma dobesedno barbarskimi ljudstvi. Potem pa je prišel dol proti Istri, proti Trstu, proti italijanskemu svetu, je bilo pa že boljše. Zdaj, okrog tega so tudi slovenski zgodovinarji že prelivali črnila. Gotovo je treba povedati, da je bil on človek med tema dvema svetovoma. Prišel in izhajal je iz italijanskega, dobro se je počutil, prosperiral, karierno napredoval v germanskem svetu in gotovo se je čutila neka superiornost, pravzaprav tudi italijanska superiornost nad tem germanskim svetom. Kajti takrat moramo povedati, da te humanistične ideje, vsa ta znanost je prihajala iz Italije in gotovo je kulturno on več žuborenja čutil iz juga, iz tega italijanskega kroga in ti germanski kraji so zanj nekako pomenili mogoče vse malce manj kulturno razvite kraje. Ja, pa tudi hrana mu ni bila všeč. Namreč v enem od teh pisem, ki jih on piše iz cesarskega dvora, recimo tudi piše, da je za nič, hrana je za nič, silijo ga s pivom, medtem ko bi on vajen toskanskega vina, pa recimo tudi piše enemu od svojih prijateljev, da ne mu vendar, to je bilo seveda še pred posvečenjem, da ne mu vendarle najde neko dekle v Italiji, da se bo lahko poročil in vrnil tja v svoje rodne dežele. Tako da on je bil zelo navezan na Italijo in jasno je, da tam, kjer je bil recimo v Sieni, kjer se je izobraževal, to je bilo središče humanizma, središče izobraževanja, središče literature in vsega tega. In ko je prišel na ta nemški dvor, jasno, da je pogrešal in sonce in to znanje in podobno. In zato tudi ta citat, kjer on reče, da so tukaj barbarski narodi in tako naprej, je pač treba brati v tem kontekstu. Torej, to ne pomeni, da tukaj so, živeli bradati ljudje, ki niso znali brati, se opravičujem. Ampak samo to, da je pač bilo to okolje nekoliko drugačno od pač te središča italijanskega humanizma, iz katerega je on prihajal. Ampak tudi to je neka ta značilnost Piccolominija, da on je povezoval vse te svetove. Tako, v bistvu, kot že ves čas nekako govorimo o tej dvojnosti, to je najbolj zanimivo pri njem. In ta humanistični svet, ki je v bistvu zagledan v antiko, ki je na nek način poganska in potem kasneje duhovništvo in res ta močna pripadnost krščanstvu. Ampak kar je važno, da v bistvu to ni neka dvojnost. On
njegova osebnost ne ločuje tega. A ne? On tudi potem, kasneje, ko je duhovnik, on ohranja to humanistično poslanstvo, on kot mecen spodbuja, financira recimo tudi umetnike in tako naprej, in prav tako književnike, in hkrati pa tudi takrat, ko je bil pred posvečenjem, ko je pisal vsa ta dela, ki so današnji tako škandalozna, on je istočasno sodeloval na recimo teh koncilih, ki jih je omenil Renato, na Bazelskem koncilu, kjer se je potem boril in tudi v službi cesarja Friderika za združevanje zahodne in vzhodne cerkve in za združitev krščanstva nazaj, ker to je bil ta čas te cerkvene schizme, in on je ves čas deloval po teh načelih, dajmo se nazaj združiti krščanstvo, namesto da se borimo drug proti drugemu, namesto da sta dva papeža, in da je treba nekako ta duhovna obnova po vzoru krščanstva, kot je bilo včasih, torej še zgodne krščanstvo. Mogočen medklic, ker je bilo govor o teh dveh obdobjih njegovega življenja, ki seveda se prepletata kot pri vsaki osebnosti. Rebula v svojem romanu ga naziva Toškanačo, zdaj ne vem, če je to res, da so njega tako nazivali. Kaj se je zgodilo takrat, okoli 40. leta njegovega, da je iz tega obdobja, recimo življenja humanista na dvoru in tako dalje, postal potem duhovnik in šel v to kariero, potem škofa, kardinala in tako dalje? To je dobro vprašanje. Danes verjetno taka karijera ne bila več možna, da bi nekdo do 40. leta se ukvarjal z literaturo, on je celo imel 2 otroka, ki sta oba umrla sicer že v otroštvu, prej seveda, potem pa kar naenkrat bil v enem letu hitro posvečen in mu takoj postal že škof. Danes je seveda svet drugačen, tudi ta cerkveni svet drugačen. Takrat je bilo seveda to možno, kajti papež ni bil razumljen morda toliko v smislu neke duhovne avtoritete, nekega duhovnega očeta ali pa teologa kot takega, ampak je bil seveda, dobro, je bil voditelj cerkve, cerkveni voditelj, kar je pomenilo tudi, da je bil voditelj v eni majhni meri tudi določenega ozemlja, določene papeške države. Gotovo je on zanimiv zaradi dvojnosti, zato tudi nekako 2krat potem se mi zdi, potem, ko postane papež, zapiše Eneam reicite, pium accipite, se pravi Eneja zavrzite, pija sprejmite. Ampak pameten in razgledan, kot je bil, je vedel, da pravzaprav ta Enej, po katerem je dobil ime, je Virgilijev Enej, iz Eneide, in tam Virgilij zapiše Pius Eneas, se pravi pobožen, zvest Enej, kakorkoli, jaz sem prepričan, da je on doživljal sebe v nekem razvoju, gotovo, ampak po drugi strani pa, da je z vsem tem, kar je prej doživel, tudi kar je prej študiral, izobraževal, pisal, tudi potem postal papež. Zato je na nek način združeval v sebi oba ta svetova. Je pa res, da bi lahko kdo pikro pripomnil, da do 40. je videl, da v posvetni karieri diplomata na avstrijskem dvoru ali pa druge ne bo prišel dlje, pa je očitno za te diplomatske napore potem dobil za nagrado to cerkveno kariero in je potem postal škof. Ampak je pa treba reči, da ni bil tak birokratski ali pa karieristični škof, spet boste lahko brali v spremni besedi. Zelo lepo piše potem že kot sienski škof o tržaški škofiji, se pravi o teh naših krajih. Ko se bom vračal, se bom z veseljem mimo ustavil v Trstu, da pozdravim cerkev, ki sem jo imel tako zelo rad. To so njegove besede. Tako da lahko vidimo eno res zanimivo osebnost, visokega, vrhunskega diplomata, po drugi strani pa tudi enega tazga predanega, konkretnega cerkvenega voditelja. Torej ni doživel kakšnega življenjskega pretresa takrat, da bi razmislil o svojem življenju? Ne, o tem ne vemo, celo v nekaterih pismih prej piše, bi imel težave z vzdržnostjo, če bi postal duhovnik, tako se je nekako boril s tem. Je pa res, kot si že prej omenila, sreča enkrat v mladosti frančiškana, svetega Bernardina Sienskega, in takrat se navduši, da bi postal frančiškan. Potem pa zdaj ni čisto točno jasno, ali ga je družina ali prijatelji, nekaj ga je odvrnilo. Morda je že bilo prav tako, ampak gotovo je bil tudi duhoven človek, ki je gojil svojo duhovnost, svojo srčno kulturo. Kaj pa se je zgodilo?
Morda izvemo še iz kakšnih še neobjavljenih pisem. Vsa pisma še niso objavljena in morda se tega lahko nadejamo še kdaj za prihodnost. Sedaj ne vem, bi prepustili publiki besedo, če ne jaz nadaljujem. Mogoče Renato, da je eno hudobno vprašanje. Zakaj smo morali, ne, ker ti znaš odgovoriti primerno. Zakaj smo morali počakati leto 2024, da smo dobili to knjigo o Piccolominiju? Bi rada iskren ali hudoben odgovor? Ja, saj zato sem tebe vprašal. Jaz mislim, da smo dovodoma povedali veliko, med samo predstavitvijo tudi, vsega nista povedala, ne prevajalka in ne prevajalec. Saj zato sprašujem. Ne Anja in ne Jan Dominik. Vsega ne morejo povedati, ker ta knjigo je izdala Celjska Mohorjeva družba, v povezavi z njo so določene stroški, kot z vsako knjigo, ki je tehtna, ki prihaja pred bralce s nekim tehtnim namenom. Torej knjigo treba potem tudi jo kupiti, da se lahko vse prebere. Je pa knjiga vredna, da jo vzame vsak v roke in uvodoma je Erika mogoče težki izraz uporabila, rekla, da je strokovna, je zelo strokovna knjiga, ampak jo lahko vsak, tudi tisti, ki nima jezikoslovnega ali pa historičnega, torej zgodovinskega ali teološkega znanja, vzame v roke, ker je imenitno napisana in urejevana. Tukaj sta urednika in prevajalca res izbrala eno tako pametno zmes med strokovnostjo, torej da ostane prevod veren izvirniku, ampak s spremno besedo sta razrešila praktično vse dileme, ki se pojavljajo bralcu pri branju te knjige, plus tega pojasnjujeta bolj zagonetne zadeve z opombami. S tem tudi deloma odgovarjam temu. Do zdaj, do začetka 21. stoletja se med našimi rojaki ni našel še noben junak ali junakinja, ki bi lep del svojega življenja, svojega raziskovalnega opusa posvetil temu imenitnemu renesančnemu papežu. Zdaj, treba je pa vendarle priznati, kot smo že uvodoma povedali, leta 1981 je izšel roman Zeleno izgnanstvo, ki tematizira res da romaneskni način izpod Rebulovega peresa današnjega obravnavanca, da je nekdanji dvorni zgodovinar Bogo Grafenauer obdelal njegovo ustoličevanje koroških karantanskih vojvod in to že kmalu po drugi svetovni vojni, v zgodnjih 50. letih. Potem pa vemo, in tukaj ni kaj biti hudoben ali kaj, treba biti samo na lici čistega vina, da so bile tovrstne tematike odrinjene na obrobje zanimanja slovenskih humanistov, prevajalcev, skratka ljudi, ki bi potencialno to vzeli v roke, kajti treba je imeti res velikansko znanje in naša dva današnja kolega ga imata, da to prevedeš, razumeš, interpretiraš, pa še urediš. Nenazadnje, veste, takšnih biserov iz naše preteklosti je veliko in verjamem, da to ni njuno zadnje delo, da bosta nadaljevala pri bodisi Piju II., to je v Piccolominiju. Smo slišali podatek 800 pisem, tukaj je samo paberki objavljeni, tudi vsi niso merodajni za naše ozemlje. Imamo pa cel kup drugih tematik, tudi v povezavi z našim rojakom, svetim Hieronimom, tukaj je strokovnjakinja Anja, da je pa del preteklosti že izbrskal v spominu, žal teh knjig še nismo predstavljali na Goriškem, niti na Goriških večerih, pa morda bomo, je pa Jan Dominik, ki je sploh tukaj orje ledino, jaz ne vem, kdaj ta človek spi, ker ogromnega dela prevaja, izkazal se je s Kromacijem oglejskim, izkazal se je z Egerijo, eno prvih romaric, ki je ob koncu 4. stoletja romala v nam ljubo deželo okoli Jeruzalema in jo popisala. In to dela na njemu značilen, minuciozen, ustrajen način, ki je vendarle strokoven, ampak dostopen vsakemu bralcu. Torej, da ohrani patino časa, ki jo pa prevleče z
vsem tisti, kar mora bralec imeti, da razume duh časa. In to imenitno zna. Zdaj, jaz in samo še enkrat, mislim, da sem že povedal danes, želim, da vztrajata pri tej nelahki nalogi, ki morda zanima majhen krog poslušalcev, gledalcev, bralcev, ampak vendarle nas s tem umešča v široko humanistično družino evropskih narodov. Tukaj pa tudi po zaslugi njih dveh nismo nič kaj slabši kot drugi naši evropski sosedje. Hvala vama. Zdaj, ura je čez, je kakšno vprašanje strani publike? Je, ne moram nadaljevati. Ne morem nikoli, vsakokrat pri Goriških večerih, ko se reče, kakšno vprašanje in že imam naslednje, ne. Ja, ampak spoštovanemu Alešu Bergerju. Ja, Alešu Bergerju, seveda. Hvala. Najprej seveda čestitke mladima znanstvenikoma in urednikoma in prevajalcema. Imam dve vprašanja, ampak bolj važno se mi zdi prvo, ker bi ga kar navezal takoj na to, kar je Renato rekel, namreč o tej recepciji tega moža v Sloveniji. Me zanima, kako ga je poznal in kako ga je vrednotil, pa vendarle Primož Simoniti v svojem temeljnem delu. Za Primoža bi težko rekli, da je spadal med zgodovinarje z tistega pola, ki so zatajevali kaj našo zgodovino in to. Jaz zdaj se tega ne spomnim, ampak vem, da je takrat ta njegova knjiga Humanizem na Slovenskem bila kar temeljna in nam je veliko stvari odgrnila in tudi neko, bi rekel, samozavest dala dodatno. Tako gotovo o tem veste kaj povedati, lahko čisto na kratko, a ne? Ja, seveda ta Simonitijeva knjiga je ključna, ne? Do Simonitija se nihče nikako sploh ni niti malo dotikal teme humanizma pa tega na našem področju. Je pa res, da fokus te knjige je predvsem na humanistih, ki so, torej na izobražencih iz našega ozemlja, ki so predvsem v germanskem svetu, a ne delovali. Torej on se res osredotoča na naše intelektualce, ki so se izobraževali na Dunajskem dvoru in to je izjemno opisano in tako naprej, ampak v bistvu tega dela italijanskega humanizma se pa nekako on ogne, pač razumljivo, ker je nemogoče v tako knjigo vključiti vse. Ampak kar se recimo, jaz se sicer tudi v svojem doktoratu večinoma ukvarjam prav s humanizmom 15. stoletja in tako naprej. In kar jaz vidim kot neko težavo na našem področju je to, da res ločujemo ves čas to pač mogoče nekoliko kasnejše obdobje, ki potem tendira k Dunajskemu dvoru, Dunajski univerzi in tako naprej, pa to, kar je v bistvu italijanski humanizem. Zato je tudi zelo zapostavljeni so nekateri avtorji, recimo iz tega področja, kot je Koper, a ne recimo Peter Pavel Vergeri starejši, to je izreden humanist, ki se je izobraževal pač v Italiji, po italijanskih univerzah in tako naprej. In ja, vemo, da bil je Koper pač v bistvu pod Benečani in tako naprej, pa vendar, a ne tudi s tem bi se morali še ukvarjati. In ja, Simoniti pač omenja Piccolomija in pač absolutno ga obravnava kot pomembnega človeka, ki je bil zaslužen za širjenje humanizma, pa predvsem kot neko figuro, ki je prenašal italijanski humanizem proti severu, a ne proti Avstriji. Ne pa zdaj v neke velike podrobnosti. Prav lepa, hvala, ja. Sej domnevam, da to ni bil center, ker tam je le večina ljudi, ki so bile z našega teritorija in ki so študirali od zunija, ne. Zdaj pa, če dovolite še eno vprašanje v zvezi s tisto komedijo, ko ste jo na hitro malo povedali vsebino, me je malo kar spomnila na kakšen francoski bulvar, na tiste zmešnjave, ko ne smejo eden drugega srečati, ne? Kar je še danes lahko zelo zabavno, če gledate dobro uprizoritev kakšnega Žorža Fejdoja in tako naprej. Me pa zanima, je bilo to mišljeno, kako se je to socializiralo, je bilo to mišljeno za branje v kakšnih skupinah, v kakšnih zaključenih družbah, na oder najbrž ni prišlo, ne? Natisnjeno je pa bilo. Ja, to je
eno ključnih vprašanj tega začetka renesančnega gledališča, s tem sem se že ogromno ukvarjala ravno v zvezi s tem omenjenim Vergelijem starejšim, tudi on je napisal eno komedijo z naslovom Paulus, ki sem jo tudi prevedla. No in zelo zanimivo je to, da v tistem času ne vejo čisto dobro, kako je to bilo. Večinoma se znanstveniki nagibajo k temu, da so bile to bralne uprizoritve, torej v krogu humanistov. Oni so potem recimo si razdelili to besedilo v nekem ožjem krogu in naj bi ga brali. Je pa res, da potem, če dalje kasneje v času, pa ne bi tudi bile različne odrske uprizoritve, ampak nažalost nimamo o tem popolnoma nobenih dokazov. Zelo skope didaskalije so tam, tako da ne moramo vedeti, ker nimamo virov, nažalost o tem nihče ni ničesar pisal o uprizoritvah, pa vendar hkrati, ne vem, sploh v zadnjem času obstaja ogromno znanstvenikov, predvsem iz ameriškega prostora, ki se trudijo to postaviti na oder, kot bi lahko v tistem času izgledalo. Ampak moramo vedeti, da ta začetek 15. stoletja, te komedije, to je res zgled po rimski komediji, ne, se tudi, tako kot ste omenili, francoska komedija se tudi v bistvu zgleduje, ne, to je del, so zgledi tudi iz rimske komedije in to je čisto posnemanje tega. Jaz osebno pa se nagibam bolj k temu mnenju, no, da je to bila bralna uprizoritev. Hvala. Jaz bi tudi eno vprašanje rada postavila. A se da določiti čas, ko so ta besedila nastajala? Namreč, mene je malo zmotilo že ob tematiki tako zvanih literarnih besedil, komedija, roman, ki je vprašanje, če je ravno roman. Če se da in malo ste se nekako namuznili, kako bi tako posvečen človek obravnaval na tak način to tematiko. Namreč Piccolomini vemo, da je bliskovito delal svojo kariero, prvič kot diplomat in potem tudi kot posvečeni človek. Ne? In to bi bilo zelo, zelo zanimivo čas, ko so ta besedila nastajala. Ja, vsa ta humanistična besedila, ki smo jih tukaj omenjala, so bila pred to cerkveno kariero. In ta komedija in ta roman, oziroma to je v resnici bolj novela, če smo popolnoma iskreni, no, ker je krajše delo, ni čisto to, kar si danes zamišljamo kot roman. Ampak ta dela so nastajala predvsem v času, ko je bil on tajnik, a ne na Friderikovem dvoru, pred cerkveno kariero. Ne potem, ko je bil on posvečen. Takrat seveda je bilo njegova naravnanost usmerjena popolnoma druge stvari, si niti ne bi mogel privoščiti, če je izpolnjeval pastoralno poslanstvo in podobno, kot je bilo prej omenjeno, kot duhovnik, kot župnik in kot škof, ki je bil pozoren na to, kaj se dogaja v škofiji, ki je hodil okrog, vizitiral, posvečeval cerkve in tako naprej. Pa vendar, kljub temu, če je kdo med vami bral ta roman Alojza Rebule Zeleno izgnanstvo, recimo tam je ves čas omenjeno to, kako potem Piccolomini po tem, ko opravi vse te naloge, ki se jim primarno posveti, vendarle pride potem domov in se usede in začne brati to književnost. Torej, on je ohranjal to željo potem in ljubezen do tega, ampak sam se pa je posvečal temu, za kar je bil potem poklican, ko pač je postal duhovnik. Temu se ne da oporekati. Še kakšno vprašanje? Mogoče bi lahko še spregovorili o Rebulovem romanu. Mislim, koliko je romana, koliko je literature, koliko dokumentov je poznal, kje jih je črpal, če jih je v Trstu ali... Kako presojate, ocenjujete Rebulov roman? Ja, to je v bistvu vprašanje, ki napeljuje samo v izreden poklon Alojzu Rebuli. Namreč pri tem lahko omenjava, da so pripravila en prispevek za Rebulov simpozij, ki je bil novembra, oktobra v Ljubljani, kjer sva se nekako trudila poiskati vire, ki jih je Rebula uporabljal med pisanjem svojega romana.
In to sva naredila tako, da sva v bistvu vsak zgodovinski dogodek, ki se pojavi v romanu, sva skušala najti v enem od teh virov, ki sva jih ali prevedla v pismih, večinoma v pismih Picolominjevih, ali pa v kakšnih drugih virih, do katerih sva lahko prišla, in sva ugotovila, da so čisto vse te zgodovinske letnice do meseca, včasih celo dneva natančne, ko jih Rebula omenja v romanu. In on zagotovo je hodil v Trst, a ne v arhiv v Trstu, kjer je vse to bral. In recimo, če smo iskreni, on bi lahko tako knjigo napisal v tistem času usporedno s svojim literarnim delom, pa ga ni, ker je pač bil literat in pač je izlil ta svoj talent v drugo smer. Ampak mogoče da samo še malenkost, ki jo lahko omenimo v zvezi s tem romanom, je, da recimo kdor med vami je to bral, se spominja, da se roman zaključi na tak način, da se Piccolomini takrat že kot sienski škof je v nekem mestu malo ven iz Siene. To mesto je Poggibonsi, se imenuje, in k njemu pride ta njegov vikar Tilen, ki se potem tam pogovarja z njim. In je zima in sneži, skratka zelo tako dramatično je to opisano. No in če mi pogledamo Piccolominjevo korespondenco, najdemo prav eno pismo, ki je datirano po zimi iz Poggibonsija, v katerem on piše tržaškemu kapitelju, da je zdaj postal škof v Sieni in torej ni več škof v Trstu. No in to pismo on torej napiše iz Poggibonsija in ga pošlje v Trst. Dočim mi pa beremo v veliki večini slovenske literature, med drugim pri Valvazorju, ki sicer velja za pač neoporečnega zgodovinarja, da je Piccolominja imenovanje za škofa v Sieni doletelo, ko je bil v Ljubljani. Torej, to se ne ujema, on ni bil v Ljubljani takrat, ko je zvedel, da bo škof v Sieni, pač pa je bil nekje v Italiji. Torej, tu se vidi, da je Rebula v bistvu poznal ta podatek, ki se nahaja samo pač v tem muzeju, v arhivu v Trstu, medtem ko pač te bolj kranjski zgodovinarji, a ne, pa imajo nekakšno drugačno zgodovinsko prepričanje. Tako da to definitivno dokazuje, da se on zelo podrobno pozanimal vsem tem in je vedel, poznal Piccolominjevo življenje res do pike natančno. Ker med drugim ta muzej Tržaški, o katerem smo govorili, takrat ga še ni bilo. Pred 20 leti so ga uredili, mislim, dokumenti seveda so bili, ampak ni bilo še tako, recimo, poudarjeno. Avtorja sta prinesla nekaj izvodov knjige, sicer ne veliko, zato so tam na voljo, tudi po znižani ceni, jih boste lahko podpisovala, če boste kupili. Zdaj, če ni drugih vprašanj, bomo lahko nadaljevali večer neformalno, kot to delamo običajno, tudi tu na Kostanjevici bomo danes tako. Jaz se zahvaljujem našim današnjim sogovornikom, najprej za to odlično knjigo. Mislim, Renato je že to bistveno lepše povedal, kot bi znala jaz to povedati, ampak hvala res za to veliko in težaško delo tudi, ne, in za vse to, kar raziskujeta, pišeta in objavljata, da sta se pripeljala na naš konec, na Goriško za ta večer, da sta sodelovala in obogatila naše večere, našo publiko. Recimo z stoletji zgodovine, ki jih običajno na naših večerih bolj malo poglabljamo, ker mi se veliko posvečamo 20. stoletju, ki ga še premlevamo, predvsem tu na Goriškem. In še enkrat hvala za ta večer in hvala publiki za pozornost. Mislim, da je bila kar precej pozornosti je bilo za tako temo in tudi dokaz, da se lahko razbije led tudi s takimi teksti iz pretekle zgodovine, da publika ti sledi, ker kakovost pač sogovornikov je tudi jamstvo. Sedaj, glede naslednjega večera, ki ga pripravljam, bo to v drugi polovici januarja, zelo verjetno 21. januarja, smo povabili v našo sredo Pavleta Ravnohriba. Menimo se, da bi ponovno spremenili lokacijo, da bi tokrat šli na naš konec, tako imenovani zamejski konec, verjetno v Števerjan, ampak o tem boste že obveščeni ob pravem času. Zaenkrat recimo 21. januar je datum. Hvala in nadaljujemo neformalno.